Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam sam. Tonca Lukežu razmišlja. A smo šele tle, ki se maltramo, da bi odgovorili tistim, ki se predstavljajo kot pošteni, študijani, in ki imajo pri srcu ljudi andeštin telih krajev. Tistim, ki pišejo uvodnike, komentarje, pisma o uredništvu, predstavljajo sramotne knjige, kot da bi bile ter na rabuj pametne, a na tako visoki kulturni ravni, da bi se morali vsi pokloniti. In še enkrat, da bi pozabil reči ali napisati, da je največji del slovansko govorečih, tle par nas, se čuje brez dvomu po narodnosti Italijan. A mi, ki te dvom imamo, se začnemo maltrati, da bi jim odgovorili tako, ki je treba. Mislimo, a razmišljamo o pomenu besede narodnost, o globoki misli, ki je vključena v tej besedi. O tem, ko narodnost v slovenščini ima drugačen pomen kot nacionalità po italijansko. O tem, ko se je razvil v zgodovini tel pojem, ki so se ga izmislili samo približno 200 let nazaj. In še o tem, da se s pojmom narodnost ali nacionalità ne moremo natančno opisati naše situacije. Da tole, kar je do sada bilo šibka točka za našo skupnost, bi lahko postala moč v tem cajtu globalizacije. V cajtu, ko države zgubljajo svojo oblast in komandirajo mednarodne velike banke. Proti tolemu bi mi lahko postal primer dobre prakse, kar se tiče medsebojnega spoštovanja in drugačnega načina usmerjanja politike. Potle preberemo sporočilo gorske skupnosti, kjer je tudi občina Rezja. Ja, tiste, kjer je župan Kineze, ki je skupaj z Noveljem najbolj viden predstavnik tisti, ki se borijo za italijanstvo Benečija in Rezja. Kineze podpiše, da v Reziji govorijo slovensko narečje, in da zato je prav, da dobijo sude iz zakona za Slovence v Italiji. A zakaj se takaj maltramo, bi morali gledati reči tako, kot so. Teli ljudje imajo lepo jasno tu glavi, da sud vajajo več kot narodnost, zato ker se nucajo sude za Slovence, niso več rasisti, ali jih z veseljem poberejo. Mahar za financirati tiste, ki pišejo čudna pisma, čudne bukva ali čudne apologije. Se navrneš teraj, tell me why, povej ti zakaj. Smo prišli na obisk Mikelu Kolica, Miha, podžupana občine Dreka, ki je ena od 3 občin, kjer po Nediških dolinah pa sta elektrovod okroglo viden. No. O tem se je govorilo že na vem, skoraj 10 let od tega, potem se je mislilo, da vse že je nehalo, da smo rešeni. In sada le Miha je prišlo spet na dan, je spet bila strijela, udarila na naše doline. Ti misliš, kaj je? Program, ki je napravila Terna, pravi, da če se gleda tudi na internet, se vidi, da program letošnji kaže, da bojo gradili elektrovod in bi imel biti grajen že končan, da bo delal že okoli 2020. A, že. In tohle prireč, da za kakšno leto morajo že začeti, projekt mora biti že narejeni, in kar se ne ve nič še, je samo kod pasar, kod bo tale elektrodot se vozil. Se ve, da pasačeš bo moral ti čez naše doline. Ja, kaj ti pravijo solarije, ne? A na to bi bila velika turistična jaz mislim, da pasače solarije zakaj zdaj, ki tista pot gre Tolmin, elektrodot pride z doline Tolmina
proti Italiji in tista nova pot, ki je tudi, mislim tako, da je lahko tudi graditi, ko je na pot in nastaviti tele traliče, stable, za potle narediti. Mislim, za tiste pasače solarije. Solarije, če dam pomislim, kaj pomeni solarije za Dreški komun, a bi nam imel pasat, mora šafati drugo pot, ne more tiče solarije, za puno drugih reči, za ki je tu en prostor, ki je za turizem. Ne, če grajoče solarije taknejo a dan tener boljše prostorih, turističnih prostorov naših dolin, ki še tako jih je malo. In Dreka ima solarije in kolora. Tele elektrovod mora biti, da ima traliče pravijo 60 metrov. Je tako, mimo ta zdol mora biti vse očejeno 20 metrov na krije, 20 metrov na drugo. Tako da prav vederba, vse ima impato, ona naša ambijenta tukaj je devastant, proprio vederba, prav vse po tistem kraju. Ma se arriviamo prijetna tole? Prijetno. Je težko, za kaj dovoljenje za graditi elektrovod pride z Evrope. Evropa je že tole podpirala, da mora biti narejen tele elektrovod. Vemo tudi, vem za pomembno starih let zbijal že 30 let, ki se imenuje na tel elektrodot zaokrogla, vidim. Kar je bila nareto v Sloveniji, tel prostor okroglo, že se je rodil tako, da mora biti povezan z Avstrijo in z Italijo. A v Avstriji, ne vem, kaj prostor je bil, niso povezali nič. V Italiji že od prvič so zbrali, da mora ti uvidem, in antel ni bilo še nič narediti. Tako da v okrogli imajo tel implant narediti že 30 let, ki ni banjem uhonucu. Ma recimo, Michele, če gledamo nuc in škoda, kjer je več? Če mi denemo na peso tu ali... Po mojim... je več škoda ali bo več nuca? Allora, izdijem tu tle. Tele elektrovod, tako impactanto, tako visoki, tako velic, bi nam imeli hoditi po brze. Tiste je narediti, za ki je na škoda velika za njih. Če se more jih voziti, ko so druge infrastrukture, ko se počle novine avtoceste ali pa ferrovije in tako, pravijo, da se morajo tudi jeti po tla, ma tista je nareč puno težka. Košta puno več jeti po tla, ma pravijo 10-krat več, ne samo krat. Kajšan, sem čul tista komitata od Friuli Rurale, ki pravijo, Ana koštalo, Nina dobrih. Ni res, ki jeti po tla so veliki problemi, tehnični. Druga reč je tudi inquinament. Sada so naredili nove leče za l'inquinamento elettromagnetico di campo elettrico. Allora, inquinamento magnetico c'è se ima tralice di 60 metri, de fili so visoko denjeni, magnetismo ne pride mai na tla, tako se arriva ostati dentro i limiti di legge. Ostane il campo elettrico che, antiste, buj se dene delle file, buj se za inquinamento. Ne vem, kaj rata pod tlam se ne more dire 60 metri, se dene 2-3 metri. Allora, pod tlam je samo un problema dell'inquinamento magnetico. Allora,
teoria dia de siccome i figli sono degni di blisu, mora biti degni na tako maniero da inquinamento od neka fila compensate tako da teorija dia da hanija ben inquinamento in tipo magnetico. Tu je na riječ ki bi korlo verifikat, tako da inquinament mislim da je bolj pericoloso, če se vede pod tla. Allora recimo tako ne. Gor ne, dol ne, alternativne Alternative, pomovim, da kar pozna nisem. Ja. Tal elektrodot, nije treba povezati okroglo z videm. Se mora povezati okroglo z redipuljo. Redipulja sada bo povezana z vidnom, tako da ta povezava, ki gre direktno z okroglom do vidno, mora iti skozi redipuljo. Sada, pojade, nije lih tista riječ. Tehnikamente so dve reči, ki so malo diferentke. Ma tle mora politika interveniti, vzeti tu pes da reči, bom, zgubimo kijek, ma riješemo kijek drugega. Tle mora politika narediti, če se delimo roke, samo tehnični, tisti počejo, mora narediti tako, a nije rešitve. Ma sta se čuli vi kot komuni, srednje, Ne, zdaj vsi pravijo. Ali pa čez mejnik, tule bo čez mejnik, Ja, po Soče. Bojna se nije še za reči. Tako lepo naredo, an kapor še ta, ali sta d'accordo, nista d'accordo, tudi nije še bojna govoriti. Sevija, za kar Sevija tako so indiskrecioni, mislim, da bojna napoče sigurno tako, makar Sevija, so dve reči importante. Tele elektrovod bo nared entro tistih 5-6 let, tako da projet mora biti že na dobrin, mora biti že malo narediti. Potlej se vije, da so zbrali, manj kar se je čulo, so zbrali tel tracciato ki passa čez solarje. Ecco, tu tle stoji, se ne more, potlej solarje. Včeraj sem bil na provinciji za govoriti ob tiste rekurrenco stoletja od prve vojske. Ki pridijo stanziali financiament za narediti puno reči, manifestacioni, potlej mislim tudi za šafa, za še kakšne trinčeje, za vietnameski, je na Solari, je puno reči, če se če za ten projekt narediti na Solari, je prestorljik. Allora, ko se more, parte ki je že naredil puno, je naredil muzejev od baristike. Tako lahko se more a tode passat elektrovod na Tajšan, da prav vedeti. Ne vem, kaj bomo pazili, ljudje, kaj bomo kazali, elektrovod ali pa trinčeje, varilo, meštorjo. Je na reč, ki gre proti drugi. So dve reči, jedna proti drugi. Vem, kar sem zastopil, ki sem prav včeraj sem vprašal, ki je bil consigliere regionale di Berna, sem vprašal, ma chi mislite na to tle? Ko conciliata te dve reči, ona Solari. On da ne vedel nič za Wiki, on se interesa za te nov reč, ko naredi za kontribute, za to riječ. A drugi govore pa za te probleme elektrodota, tako da nije bilo obene risposte, ma sem vedel, da je imela ta šokosa, ki mislim, da ali v nečijo dati, ali pa je še kijek, ki navedo, ali pa jo nečijo dati, za ki so še vzeli no pozicion chiaro, limpido.
da ni še... Ja, tle je treba poklicati, narediti un incontro come sterleci con šolarje, poklicati gor šerakjani in pokazati, kaj misle narediti. Jaz mislim, da edina rešitev je tista, da so premalo malo vsi, politika pod njih pod, a navadni ljudje po te drugi. Je čezmejno, posočene Diške doline, se moramo uprijeti proti temu. Se moramo uprijeti vsi, mora biti naši sindaci, ma vsi sindaci, za ki reka je masa nekaj komun, kaka more pomagati. Komuni so tarje, ki so že vključeni v tole in škoda bo velika. Ostali komuni Diških dolin, Viktor, kaj izgubijo? Zaki turizmo vaja za vse doline, ne samo za dnanje. Ecco, Michele, hvala. In allora naredimo veliko manifestacion, torej te ricordo, da se pomislimo na tole in da se naredi kje gor na Solari. Dobro, hvala Mika. Dobro. Iz Diških dolin. V Čedadu, v cerkvi Santa Maria dei Battuti, razstava umetnice Klaudije Raca Sledi na stezi čustev bo odprta vsak dan do nedelje 17. novembra. Zadnje srečanje letošnjega Film Video Monitor. V sredo 20. novembra ob 8. zvečer bo v Slovenskem kulturnem domu v Špetru predstavljen film horror Oltre il guado, ki ga je režiser Lorenzo Bianchini posnel delno v vasi Topolove in drugih krajih naših dolin. Med protagonisti sta tudi Renzo Garjub in Lidija Zabrescak, člana Beneškega gledališča. Iz Terske doline. V nedeljo v Bardu Svet Martin. Praznovanje Svetega Martina bo letos v Bardu v Terski dolini v znamenju številnih obletnic in dogodkov. Zjutraj bo maša, kjer se bojo spomnili na duhovnika Artura Blažuta in požegnali obnovljeno stopnišče, ki pelje v cerkev. Ob 3 popoldan v cerkvi bodo predstavili zbirko pesmi Viljema Černa z naslovom Ko polno noči je srce. Publikacijo sta izdala Mohorjeva družba in Kulturno društvo Ivan Trenko. In takoj potem pa koncert skupine Harmonija Celestis. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lep pozdrav iz Benečije.